Gre torej za dva izjemno pomembna zakona, ki pa se slabo izvajata. Dokler ne bodo zastopniki pacientovih pravic zaživeli po vsej Sloveniji, dokler ne bo partnerskega odnosa med izvajalci zdravstvenih storitev in med pacienti, dokler se bodo čakalne dobe daljšale, dokler bo pacient tekal od vrat do vrat z papirji v rokah, namesto da bi bila preko elektronske povezave vsa informacija na enem mestu, tako dolgo ne moremo govoriti o izvajanju pacientovih pravic. In tudi ne moremo govoriti o izvajanju zakona o duševnem zdravju, kajti treba je iz institucij približati zdravljenje človeku bliže doma, v centre, torej organizirani centri po Sloveniji, ki bi omogočali in ki bi lajšali življenje tistih, 100,000 jih je po podatkih, ki imajo težave z duševnim zdravjem, torej lajšali bi življenje njim in njihovim družinam. Do izvajanja teh dveh zakonov resnično ocenjujemo tudi v odboru za zdravstvo, da je odnos površen na Ministrstvo za zdravje in da je treba dati temu večji poudarek. In če se še vrnem na invalide, kaj povzroča invalidnost? V veliki meri težki pogoji dela. In Ministrstvo za zdravje ne izvaja ozaveščanj podjetij, posameznikov, zaposlenih o odnosu, kako varovati zdravje pri delu. No, ker je danes največje vprašanje tudi, kako obvladovati zmanjšane prihodke, tako v državnem proračunu, kakor tudi v proračunu zdravstvene blagajne. Še vedno je v zdravstveni blagajni krepko čez 2 milijardi evrov prihodkov. In še vedno je lotevanje k varčevanju in ukrepi, ki se tičejo varčevanja, imajo neposredne posledice na pacientov. Pri tem, da si morajo pacienti začeti plačevati tista zdravila iz vmesne liste, da si morajo plačevati prevoze, recimo na različne posege ali zdravljenja, ki jih imajo, in seveda, da morajo čakati dlje. Z informacijsko platformo, z povezavo med bolnišnicami in med ministrstvom, znotraj samih bolnišnic, ta povezava informacijska bi morala imeti 2 sistema. Eden je celovito obvladovanje pacienta, drug je pa celovito obvladovanje poslovnega sistema. No in informacijska platforma, še enkrat, je gotovo tista, ki lahko v zdravstvu naredi večji red, kot danes je, s tem, da je treba tudi prilagoditi procese, privarčuje na času, zdravstveni sistem je lahko pregleden, stroški so pregledni, so razumljivi in potem se jih da tudi obvladovati. No in dejstvo je, da v času recesije, v času krize je potrebno in nujno obvladovati tudi krizno vodenje. Krizno vodenje tako na nivoju ministrstva, kakor na nivoju posameznih zdravstvenih zavodov in institucij. Krizno vodenje ni ukazovanje, ni potiskanje intelektualne sfere zaposlenih v zdravstvu v kot, ampak je prepričevanje, je argumentiranje, je iskanje skupnih poti. Skupnih poti za dosego zelo jasnih ciljev, kako priti do teh ciljev, kako so ti cilji merljivi in seveda poročanje o doseganju teh ciljev in eventualne korekcije, kadar gre za odmike. To je krizno vodenje. Krizno vodenje ni vpitje. In to manjka danes v sistemu zdravstva. Seveda, zdravstveni delavci, zdravniki se bodo pač obrnili tako
da bo sistem po inerciji sicer šel dalje, ampak ne bo pa izboljšal. Ne bo tega, kar bi si s tem denarjem, ki ga imamo, zaslužili. In da se danes gleda samo na to, da vlada in zavarovalnica z ukazom, ki se mu reče aneks, manjšata sredstva izvajalcem, ne pa, da bi se partnersko dogovarjali in skozi partnersko dogovarjanje tudi resnično našli poti, ki sem jih prej omenjala, kje je možno stroške znižati. Dokler bo na kliničnem centru starejši informacijski sistem, kot ga ima vsaka obrtniška delavnica, in dokler minister za zdravje ima nekaj tistih podatkov, ki jih lahko prečitaš v vsakem časopisu, tako dolgo bo pač stanje v zdravstvu takšno, da se bo samo zavarovalničar bo samo govoril in diktiral, koliko manj denarja bo dal, minister bo pa iskal, koliko večja bi lahko bila prispevna stopnja. Pacienti bodo pa čakali v vrstah.